Dober dan, dragi moji. Evo, dobrodošli na YouTube kanalu Planet ljubezni z Natašo Meznarič. Danes, tale video boste verjetno gledali kasneje, ampak danes smo 18.6. sem na svojem Facebook profilu objavila post se pravi objavo, v katero sem zapisala, da izključno sprejmem v svoj program Pot do sreče in notranjega miru ljudi, ki si želijo transformirati, spremeniti svoje življenje. Zasuli ste me z maili in z sporočili v Messenger in hvala vam za vse vaše uvide, komentarje. Ampak, če bi jaz to napisala zato, da bi se komorkoli dopadla, da bi jaz to napisala zato, da bi dobila, ne vem, čim več lajkov, če bi jaz to napisala zato, da bi bil kanal bolj gledan, recimo, pol jaz ne bi danes tule bila pred vami v neki navadni čislozni majčki, pa ne bi bila skoraj čist brez make-upa, kakor imam še neki maskaro razmazano, ker sem, Nežka me kliče, evo ugasnem, pa pridem nazaj takoj. Evo me nazaj. Se pravi, izključno napišem tele objave, zato, ker jaz tako čutim. V življenju nimam več potrebe, da se komorkoli dopadem in moje objave in moji videi in vse to, kar jaz delam, od delavnic do seminarjev, do predavanj, ni zato, da se bom jaz komorkoli dopadla. Zakaj? Zato, ker ko sem jaz začela z delom na sebi, sem imela zelo nizko samopodobo, zelo nizko samospoštovanje, nisem se imela niti najmanj rada. In potem sem se to naučila. Se pravi, ves čas sem zunaj sebe iskala odobravanje tega, kdo jaz sem, kako jaz izgledam, kakva je moja frizura, kakva je moja ta zadnja, kakve so moje noge, kako je moje telo. Ves čas sem to od zunaj iskala. Ampak kljub, da sem dobila kdaj pa daj potrditev, dobro me zdaj to poslušajte, da izgledam ok, jaz tega nisem čutila, jaz tega nisem vzela kot svojo resnico. Razumete? In zato jaz več, ko ima človek enkrat sebe rad, ko se ceni, ko se spoštuje, niti po točko razno več ne iščeš zunaj sebe, da kdorkoli odobrava tvoje delo, tvoje početje, karkoli. Ker ti imaš sebe rad in sebe ceniš in sebe spoštuješ. In ne rabiš več iz okolice potrditve, da si lep, da si čudovit, da fajn izgledaš, da si uspešen in da si dober neki odvodu. Jaz ne bom rekla, da te stvari ne prijajo in da niso dobrodošle, ampak jih več ne potrebuješ, ker ti to vse sam veš, imaš v sebi in ne rabiš več, da ti kdorkoli iz okolice reče karkoli. Ker na Messenger mi je ena gospa napisala, da bi lahko bila bolj nežna, da bi lahko drugače vse to zapakirala, kar sem napisala. Ampak, če bi jaz drugače vse to zapakirala, kar sem napisala, kdo bi jaz bila?
Se pravi, spet bi se nekomu prilagajala in ponavadi to rečejo ljudje, ki se vedno, še vedno prilagajajo in želijo biti všečni nekomu drugemu iz okolice in se prilagajajo svojim obnašanjem, svojimi besedami, z vsem, zato da so nekomu všeč, da dobijo to odobritev, odobravanje iz okolice, ker samo na tak način lahko funkcionirajo. Daleč od tega, da so srečni in zadovoljni, daleč od tega. Ker ko smo mi odvisni od tega, kaj si okolica misli o nas, mi nismo avtentični, razumete? Nismo avtentični. Ker, če dam en primer, recimo, jaz, ko sem bila majhna, se točno spomnim, koliko mi je šlo na živce, ko so mi devali neke štrample, žabe gor, pa bolj sem bila opotičena, tako sem še danes, in mi je to vse nekako dol zlezlo in sem tisto, ko bi mogli biti nekje v mednožju od teh žab, mi je zlezlo skoraj do kolen in me je to vse tako motilo in neke oblekce in vse tako me je motilo. Ampak če sem jaz želela biti všeč svoji družini, svojim staršem, sem rabila to oblekco nositi. Ker samo takrat sem dobila odobritev. In ravno zaradi tega, ker želimo svojim staršem ugajati, ker želimo se tudi konec koncev oblačiti tako, kot oni želijo, zato ker želimo to odobritev od zunaj, izgubimo sebe. In potem pridemo v partnerstva in se ves čas prilagajamo. Ves čas. In dobesedno ves čas igramo, nikoli ne pokažemo svoje avtentičnosti, nikoli ne pokažemo, kdo smo v resnici mi, kakšna je naša prvinska, iskrena barva, iskrena nota. Ne pokažemo, katera je naša pesem, ravno zaradi tega, ker želimo ugajati, ker želimo biti všečni nekomu od zunaj in se neprestano trudimo in bolj se trudimo in bolj se rihtamo in bolj se mažemo in bolj hujšamo in iz dneva v dan bolj škuhamo in iz dneva v dan bolj pospravljamo stanovanje in iz dneva v dan smo boljše žene in boljše partnerke, ampak iz dneva v dan smo bolj nesrečni. Iz dneva v dan. In potem pride dan, ko se popolno zgubimo in pride tudi dan, ko zaznamo, ko se začnemo zavedati, da v nas ni več samozavesti, da se nimamo rade, da se nimaš rad, da se ne spoštuješ, da to sploh nisi ti, da si se zgubil, da delaš še samo nekaj, kar se pričakuje od tebe, ne pa nekaj, kar si ti želiš in kar tebe izpolnjuje. In od koga jaz sprejemam nasvete? Dobro me to poslušajte. Če želim jaz 10.000 evrov na mesec, od koga naj sprejmem nasvet? Od tistega, ko ima 600 evrov na mesec, ali od tistega, ko ima 10.000 evrov na mesec? Če želim jaz biti srečna, mirna, zadovoljna, od koga naj nasvet sprejmem? Od tistega, ki je srečen, miren in zadovoljen, ali od tistega, ki se prilagaja in je nesrečen? Če želim jaz shujšati, ali naj sprejmem nasvet od ženske, ko še ima 10 kilogramov več kot jaz, ali naj sprejmem nasvet od ženske, ki jih ima 10 ali pa 15 manj kot jaz, kaj ona dela. Razumete poanto? Tako da, jaz vsako mnenje sprejmem, popolnoma vsako, res vsako. In popolnoma vsakega človeka razumem.
Ampak tako sem danes napisala, lahko greste nazaj gledati na 18.6., kaj sem napisala. Se pravi, napisala sem, da v svoj program sprejemam izključno ljudi, ki iščejo rešitev. Jaz že to čistko naredim na začetku, ko imamo posvete. Se pravi, ali si prišel na posvet z mano zato, ker želiš še nekomu povedati, kak si bogi, kak trpiš, kak si brez denarja, kak si nesrečna, kak so za vse drugi krivi in tak naprej. Kakšen je tvoj namen pogovora z menoj? Ali si prišel na posvet, imate brezplačne posvete, vsak mesec dam na Facebooku ven, na katero telefonsko številko se prijavite in v najkrajšem možnem času vam pošljem termin za brezplačne posvete, da vidimo, kje ste. Vse mi lahko povete. To ne pomeni, da jaz ne sprejemam Nataša nesrečna sem, Nataša nimam se rada, Nataša grda sem sama sebi, Nataša brez denarja sem, karkoli mi lahko povete. Lahko mi tudi povete, mož je kriv, otroci so krivi, vse mi lahko povete. Ampak jaz vas peljem čez tak proces za vprašanji, da ugotovim, ali želite rešitev, ali ste res pripravljeni vse narediti za to, da bo vaše življenje lepše, da boste srečni, da boste mirni, da boste radostni. Ali ste tu samo zato, da ste še nekoga v vašem življenju našli, ko mu lahko govorite, koliko ste bogi. Ok, ker obstaja več vrst ljudi. Obstaja ena vrsta ljudi, ko resnično jim nekaj ne gre, ali je to v družini, ali je to pri vzgoji, ali bilo katero področje, ljubezen, zdravje, denar, karkoli. In resnično iščejo rešitev. In ko pridejo do svoje manifestacije, se pravi, da se jim zgodi njihovo darilo, da pride nekdo do njih, ko jim lahko da rešitev, to sprejmejo z odprtimi rokami in so od 1 do 10 zavezani z, ajde rečemo 8, 9, 10, da bojo vse naredili za to, da pridejo do rešitve. Vse. Ok. V mojem programu to pomeni meditacija, vizualizacija, poslušanje videov, coachingi, po Messengerju vam kar naprej težim. Ok. Se pravi, popolnoma novo življenje za vas vam predstavim. Uspehi v programu so fenomenalni, če sledite mojim navodilom, zato ker stojim za tem, da je program fenomenalni in da vas 100% pripeljem do rešitve oziroma do lepšega življenja. 100%. Ampak samo, če vi delate, kar vam jaz naročim. Brez tega ni nič. Se pravi, če vstopite v moj program, ste pripravljeni narediti vse, kar vam jaz podam, potem je uspeh zagotovljen. Obstaja druga vrsta ljudi, ko se že 20-30 let ciklajo v enem in istem krogu, v svoji nesreči, v svoji žalosti, iz enega v drugega razmerja grejo na razen ali kakorkoli, ne? In niso, povejo, iščejo ljudi v svoji okolici, prijateljice, ko jih bojo poslušale, ko jih bojo pomilovale, ko bojo rekla, ja, on je pa res prasec, on je pa res kreten, pa tvoj šef je res katastrofa. Ne? Obstaja tudi taka vrsta ljudi. Ampak kaj delajo? Še bolj se ciklajo, še vsak dan afirmirajo točno takšno življenje, ki ga ne želijo. Ok, ki ga ne želijo. In za posledico teh svojih besed in dejanj, ki jih delajo, dobijo še več tega v življenju, kar ne želijo. In ti ljudje niso pripravljeni popolnoma nič narediti za to, da se bi jim življenje spremenili. In zakaj bi se jaz ukvarjala s takšnimi ljudmi, če sem pa tu,
zato, da pomagam ljudem, da poiščemo skupaj njihovo strast, njihovo radost, njihovo veselje, da smo skupaj na nekem popotovanju, kjer jim bo lepo, kjer bojo odkrili nove delčke sebe. Razumete? In en model v programu je tudi podpora ljudi oziroma s kom se družite. Tudi to do dobra obdelamo, do dobra. Ker to je zelo pomembno. In zakaj jaz stojim za svojimi besedami 100%? Zato, ker mi ni niti mal pomagal, pa sem imela ogromno prijateljic, ali pa ogromno, pač par neki prijateljic, ko sem jih vsak dan klicala, se družila z njimi in kar naprej jokala, koliko sem Boga, koliko je moj oče kriv, koliko je država kriva, koliko so šefi v službi, kakvi so moji otroci, kam sem prišla, nikamor. In zdaj mislite, da jaz želim vam enako? Ne. Ker imam sebe rada, imam vas rada. In vam želim, da poiščete svojo moč, da se zavedate tega, da zmorete čez popolnoma vse v življenju, čez popolnoma vse. Ker če sem zmogla jaz, zmorete tudi vi. Ampak ne na ta način, da se ciklate v tem, kar ne želite in govorite kar naprej o življenju, ki ga ne želite živeti. Na tak način ne boste živeli novega življenja. Ni niti logike, niti zakon privlačnosti tak ne deluje, niti nič. Tako da, še enkrat stojim za svojimi besedami. Včeraj mi je ena gospa, ko se je vpisala v program, rekla, ti si pa taka korubl, ne? Tudi on je sprejemal sam tiste ljudi, ki so bili 100% prepričani, da se bojo zdravili alkohola, ne? Ja, a ni logično, zakaj bi jaz v svoj program sprejela nekoga, ko noče rešitve. Brez veze, da plača za program, pa noče rešitve. Mislim, tudi nič ne bomo naredila, Ana. Tako da, to sem hotela danes podeliti z vami, da iščite rešitve, ampak ko pride rešitev do vas, jo sprejmite. Vi takrat, ko ste v kontrastu, se pravi, bom rekla v narekovajih, problemi, težave, bolečina, to, kar ne želite, ko se počutite to, kar ne želite, takrat vi na nezavednem nivoju odpošljete v univerzum največ svojih želja. Zdaj mi se učimo to zavestno odpošiljati, ampak pustimo zdaj to zavestno, na nezavednem nivoju največ želja takrat odpošljate v vesolje. Se pravi, tam, ko je vaša želja že izpolnjena. In če mi želimo to drugačno življenje, rabimo o tem novem, drugačnem življenju govoriti, ne več o starem. To je pogoj za to, da boste enkrat živeli to, kar želite. Tako večkrat, ne vem, če imam zdaj tule kaj, rečemo, bom tule vzela. Ok, rečemo, da je to palca, ne, ni. Ok, to je, manjka kar ne, takle neko škatlica. Se pravi, vaše trenutno življenje je na tej strani. Ok. To, kar si vi želite, je pa na tej strani. In če vi neprestano govorite o tem življenju, ki je na tej strani, boste živeli to življenje še v prihodnosti. Če se pa malo potrudite, pa začnete govoriti o življenju, ki se ga želite, začnete enkratno metodo, ki se reče nova zgodba, ki jo tudi v programu obdelamo, vpeljevati v svoje življenje, jo vaditi in se neprestano zavedati, spremljati svoje misli, spremljati svojo besedo, o čem govorite. In se probate fokusirati na to, kar si želite in govoriti o tem, kar si želite, boste slej ko prej živeli življenje, ki si ga želite. Zakaj? Tudi je pa to najtežji del. Najtežji del je, glede na pojavnost, pojavnost, razumete, se pravi, to, kar se dogaja zunaj nas, to, kar vidimo, to, kar resnično živimo ta trenutek. Ker mi rabimo, ne glede na pojavnost, ki se dogaja zunaj nas,
ne glede na resničnost, ki jo živimo, na eni točki reči stop, nehati o tem govoriti in z besedo, mislimi, občutki, vizualizacija pri tem zelo pomaga, vstopiti v življenje, ki si ga želimo. Na tak način se aktiviramo za to, kar si želimo. In to je to, kar sem hotela danes z vami podeliti. Se pravi, nasvete sprejemam od ljudi, ki imajo izkušnjo na področju, kjer meni ne gre, izključno od oseb, ki imajo izkušnjo, ne samo naučeno znanje. Ok, to je prva stvar. Druga stvar, ful sem vesela vseh vaših komentarjev, ampak jaz nisem tu zaradi lajkov, nisem tu zaradi tega, da bi bila komu všeč, ker sem sama sebi všeč, ok? In ne rabim tega od zunaj, ne rabim več te potrditve. Zakaj? Ker če vi mislite, da boste vsemu všeč, nikoli ne boste vsemu všeč. Tako tudi jaz nisem vsemu všeč. In zato rabim biti sama sebi všeč, da mi je pač vseeno, ali sem komu všeč, ali pa nisem všeč. Ok? In tudi čisto normalno je, da se ne strinjate vsi z menoj. Čisto normalno. Kako bi pa bilo, da bi se vsi strinjali z mano? Pa niti ne pišem postov, objav za to, pa niti ne snemam video za to, da bi se vsi strinjali z mano. Definitivno ne. Pišem jih pa zato, pa snemam video zato, da komu s tem svojo izkušnjo, ki sem jo pretransformirala, pomagam. Ok. Ali pa mu omogočim lepše življenje. Ker, tako sem rekla, vi, ko gledate, ne vem, Instagram, ko gledate neke medije, pa ko mogoče mislite, joj, ona ima pa ne vem kaj ti z 90, 60, 90, pa ne vem kak lep obraz, pa je brez gub, pa le kakve lepe lase ima, vedete, koliko vsega je tu gor, da to je v bistvu posel. Nek fotograf rab recimo 2-3 ure ali pa nekdo, da objavi video, da objavi sliko. Dobesedno je to njegova služba, da se ukvarja s tem, da čim bolj zgleda, ampak je vse umetno. Ok. In to je res prav, da razumete, in to je tudi prav, da svojim otrokom poveste. Ker stremijo k nekemu idealu. Kdo je ideal? Jaz sem ideal, vi ste ideali. Jaz sem popolna, vi ste popolni. Z celulitom, z špehecom, z čemarkoli, z sivimi laski. Ok, take smo popolne. In take smo lepe. Ker lepota žari od znotraj navzven. In jaz imam stranke, s katerimi delam, so ženske, ki so na pogled čudovite. Wow, res lepotice. Ampak niso samozavestne. Če bi bilo to merilo, da je nekaj lepo, nekaj grdo, pa bi vse te ženske, ko jih jaz poznam, imelo dobro samopodobo, imele dobro samospoštovanje, bi se imele rade, pa se nimajo. Ok, glih tako se rabijo naučiti vsega tega. Tako da ni to merilo. Merilo je to, kako mi sami sebe vidimo. Ne kako nas okolica vidi. Ker če boste čakali na to, da vam okolica deva potrditve, da ste lepi, da ste simpatični, nikoli ne boste zadovoljni. Ker sigurno ne boste vseh zadovoljili. V redu? In če se še navežem na to, ko sem prej govorila o otrocih, jaz Nežo peljem v trgovino, da si lahko zbere oblačila. Kaj je njej všeč? Kak ne jaz vem, kaj je njej všeč? Zdaj mogoče se tu spet kdo ne bo strinjal z menoj. Ampak če želim ohraniti njeno avtentičnost, to, kdo ona je, si rabi sama zbirati oblačila. Ker tudi jaz si jih sama zbiram.
In danes je meni čisto vseeno. Včasih sem toliko hrepenela po nekih oblekah, pa čevljih, pa kako si bom jaz to kupila, pa si nisem mogla privoščiti. Nisem si mogla kupiti, ne. Danes, ko bi si lahko kupila, si ne kupim, ker enostavno ne rabim. A ni to zanimivo? Ali sem v nekih kratkih hlačih, ko jih imam že 5 let, pa eni majčki, to majčko takrat nosim, ker je dene moja prijateljica mi jo je dala. In je že čisto lozna, vse se že čez vidi. Ampak sem enako srečna, ko pa takrat, ko me vidite na predavanjih oblekcij s frizuro. Ok, make-up pa ne uporabljam, samo maskaro. A razumete? Tako da ni fora v oblačilih, ni fora v čevljih, ampak je fora v tisti energiji in koliko ste sami sebi všeč. Tako da res vam želim iz srca, da bi se to naučili, ker vsega se da naučiti, čisto vse se lahko naučite. Tudi imeti radi sami sebe, tudi samozavesti, tudi samospoštovanja, vse se da naučiti, čisto popolnoma vse. To vam zagotavljam, če sem se jaz naučila, se lahko tudi vi naučite. Sem še hotela kaj povedati. Vesela bom vaših komentarjev. Pozabila sem te na začetku povedati. Če želite, en primer še dam. Se pravi, eni prijateljici sem enkrat posodila ali dala, ne spomnim se točno, eno knjigo, ki je meni popolnoma spremenila življenje. Jaz sem tisto knjigo pojedla v 2 večerih, toliko sem jokala zraven, kričala, toliko enih uvidov mi je dala, toliko enih sprememb sem zaradi nje doživela. To je bila, pa še vedno lahko rečem, da je, imam ene take top 3 knjige v svojem življenju. In do zdaj, In jaz dam njej prebrati, da bo njej spremenil, da bo ona srečna, da bo dobila uvide. In kaj dobim? Nič posebnega. To knjigo pa res nič posebnega. Mene zaboli to noter, ne pa kak, ne, ženska, če je fantastična knjiga, kaj je s tabo narobe, ne? In iz tu ven sem potem začela graditi. En vidi tak, en vidi tak, en vidi tak. En dojema tak, en drugač, tretji spet čist po tretje. Razumete? Ko sem, na primer, drugi osebi podarila to knjigo, skenirati sem jo dala, tako da imam zdaj skene, je rekla: Nataša, to je zaklad. Ok. Se pravi, ne more biti knjiga vsakmu všeč. Ne more jaz biti vsakmu všeč. Kaj je pomembno? Da je bila knjiga meni všeč, da je meni spremenila življenje in da sem jaz sama sebi všeč. In da ne iščem več te odobritve iz okolice, ker nikoli ne bomo samo všeč, nikoli. Ok. In če pustite tu na YouTube kanalu komentar od spodaj in zapišete svoj e-mail, naslov, vam jaz poklanjam to knjigo. Ne da se jo več kupiti, ker je razprodana, pa iz leta 96 in ni bilo do zdaj ponovnega ponatisa. Jaz sem jo dala skenirati, sem plačala za to, včasih sem jo hodila kopirati, zdaj sem jo dala skenirati in vam jo pošljem po mailu. Knjiga ima pa naslov V objemu svetlobe in je fantastična knjiga. Tako da to je moje darilo za vas. Spustite, lajkite video, naročite se na kanal, zato da boste obveščeni, ko posnamem nov video, ko dobim inspiracijo za vas. Tako da kliknete desno spodaj naroči se ali pa subscribe piše, kliknite gor, da se naročite. Pustite en komentarček od spodaj, lajkite video, mogoče ga podelite in od mene dobite darilo pol na mail to knjigico. In se vidimo, lepo se imejte, rada vas imam, tudi vi se imejte radi. Želim vam fantastično poletje in to je to. In se vidimo v enem naslednjih videov. Čau, čau!